Tina Maze. Lepo pozdravljeni v Primorski kroniki. Takole so torej pred slabe pol ure na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju zadoneli zvoki Zdravljice. Slovenija je navdušena nad prvo zlato medaljo na tej zimski olimpijadi. Tina Maze, kot je sama dejala, je olimpijska prvakinja v smuku. To je že četrta kolajna, ki so jo na teh olimpijskih igrah prismučali slovenski športniki. Njihovi uspehi združujejo slovensko javnost, z navdušenjem jih pozdravljajo tudi politiki in drugi znani Slovenci. Slovenija ima od danes novo štetje svoje športne zgodovine, obdobje pred in po Tini Maze. Članica smučarskega kluba Črna na Koroškem je z današnjo zlato kolajno v smuku resda osvojila 15. slovensko odličje na zimskih olimpijskih igrah, toda prvo z zlatim leskom. Njeno vijuganje po strminah Sočija je mejilo na vrhunsko vožnjo, a je prihod v cilj razkril, da si bo prvo mesto razdelila Švicarko Dominique Gissin. V izjavi za RTV Slovenija je presrečna Tina Maze svoje zmagoslavje povezala s spominom iz otroštva. Moja prva otroška tekma je bil smuk in to je bilo v Črni, kjer smo štampali gor in se spustili dol. Bilo je tudi par šrek noter in ta smuk me je enostavno danes že celo noč spominjal na tisto mojo prvo otroško tekmo in sem rekla, če sem začela smukaško zmago, ker takrat sem zmagala, lahko tudi danes to naredim in ne moram reči, da sem zmagala v smuku, ker če bi mi nekdo to rekel pred 2 leti, bi rekla, da je nor. Po takojšnji podelitvi cvetja zmagovalni trojici v smuku je Tina Maze seveda nestrpno pričakovala uradno podelitev olimpijskih kolajn. Mednarodna športna javnost je tako popoldne prvič doživela igranje dveh himen, slovenske in švicarske, v čast zmagovalk s povsem enakim časom. Za Tino Maze je to tretja olimpijska kolajna po 2 srebrnih odličjih v veleslalomu in super